Omenjam ženo Radoslavo, zato ker ste omenili zaliv in brez nje zaliva ne bi bilo namreč. Je nekako, ko so nas zapustili vsi tisti, ki so bili levičari, so ostala sama in je začetku ena moja bivša dijakinja pomagala, nekako, kar je bilo treba pri reviji imeti kakšnega abonenta. Nekaj jih je bilo tudi, ki so bili naročeni na to revijo. In je potem ona sama sodelovala s tem, da se je nekako moralno obvezal, da ne piše o svojem junaškem bratu. In je potem tisoni zapisovala vsakikrat, ko smo dobili denar od prijateljev, da je zaliv izšel, eno poglavje je napisala in je potem to nastala knjiga. Tista knjiga je zdaj prevedena v italijanščino, mi dala dovoljenje, da je umrla, tako da ta zaliv pravzaprav nekako se je nekje uveljavil, ne nekje, se je uveljavil predvsem že njeno pomočjo in tudi z njenim avtorskim delom, ker je to napisano ne samo v lepi slovenščini, ampak tudi v duhu človeka, ki je poznal slovensko usodo, za katero je plačala družina, tam, da so ji požali hišo, da so morali vsi biti internirani v Plemont in po smrti bratovi potem so jo zaklali še sestro dom četniki, tako da je plačala cela družina, je plačala za svojo svobodo in za svojo slovensko, bi rekel, v skrajni miri, da se sploh lahko plača smrt. Hvala lepa za to vabilo, hvala lepa, da je gospod Duša tukaj, ker ima veliko zaslugo. V tem smislu založba že pred enim 2-3 letoma, ki smo nekaj objavil, se ne spomnim, a je tudi videl sami zapiski, da je bilo težko brati moj pisalni stroj. Je težko najti eno tehnika, da vam pride pregledati pisalni stroj. In je nekje odpovedal, da se niso dve kolesi, ki se morajo vrtele. Jaz sem slabo vidim zdaj, da je drugi teden, da mi bodo srečno operirali desno oko. In nisem jaz opazil, da tolče pride na eno mesto, namesto da bi tražno vrtel. In so bili, nekateri kraji so bili odtisi v papirju, namesto da bi se videlo pisavo, črnilo straka. In to je bila vloga njegovega uredništva in mogoče tudi njega osebno, da to spravili na papir. Da to so zapisali leta 13. Sicer se ne govori dosti o moji stoletnici, ampak nekaj je pa vse interesantno, tudi ker sem dodal, in to sem imel priložnost, lepo priložnost, da je objavljeno en mesec in pol leta pravega zapisovanja dnevnika, ki ga je objavljalo, za priloga dela ga je objavljala v sobotni prilogi. Se pravi, in ste to poskušal danes prebrati par strani, so nekatere strani, ki so tudi, bi rekel, zelo pomembne, je Janša, ki na Stari Gori izjavlja, najprej je bil tiger, potem je bil osvobodilni boj in potem je bil boj za Slovenijo. To je ta baza naše države. Hvala Bogu, jaz sem napisal kar naslovo, končno neko izjavo, da ima noti tudi tigra, ker je to bil Primorski, ampak je bil upor Primorske v celoti. To se pravi organizacija, ki na začetku so fantje na svojo roko naredili da so tisto bombo vrli v popolo in Trieste in da je eden umrl in so plačili 4 za eno življenje takrat. In demonstracijo proti Jugoslaviji, da so vojne ladje v Trstu in fašisti, ne vem, severne Italije. To se pravi, da je bila taka demonstracija proti 4 teroristom, so rekli tako. Zato ta izjava terorist
je zelo delikatno vprašanje, ne, da se pravi, se lahko hitro pripopa kamorkoli, ne. In nažalost je partija tudi imela ta terorizem, zato ker ni bilo v imenu partije in zato, ker so vrli bombe in tudi to ne v imenu partije, ne, ampak v imenu nacionalne upore našega, ne. V tem smislu, ne, bi rekel, je to, ta moj dnevnik je bi rekel, napisan tako, kako bi jaz pisal dnevnik, če bi imel čas, da sem zaliva, ampak sem jaz pisal dnevnik tako, da sem zbral, ne, po 2 mestih sem zbral material in se sosedov in v 3-4 dneh, ne, tiste pomembne stvari, ne, dal precipkati ali sam tudi nekaj izdelal, tako da so pravzaprav poberki tistega, kar bi napisal jaz, če bi imel čas, ne. Zato tudi ta zapiski za leto 13 so ravno tašni. Edino to, da jaz sem nekatere stvari zelo pomembne, in to mislim, da jih je vsega 7, ne, vzel iz 14. leta, ki se tiče Kozleka in gospoda Igorja Pomerza, ki sem mu tudi tukaj zahvaljujem, zato, ker da mi je to dal. Potem eno od 15. In eno na koncu je bilo pa ravno to, ko sem jaz govoril v Evropskem parlamentu in mi je ta Violeta intervenirala, da so mi dali 3 minute. Potem to predrugači, da mi dajo 10 minut, nazadnje sem jaz govoril, če to je tudi. Ampak na tak način jaz sem jim povedal, kaj sem mislil in to sem tudi napisal, potem tako sem napisal za Medvoljski večer 2. januarja letošnjega leta in tam smo vpraševali tudi o Sloveniji in se rekel, Slovenija je eno škrpucalo in so dali to v naslov. Ampak pomembno je to, da sem jaz tam govoril o dialogu in to, če dovolite, jaz začnem kar tudi razložiti, saj da je ta veliko. Zakaj dialog? Jaz sem napisal, hvala za dialog tudi Tatjani Rojc danes, ne? Hvala za dialog, za tisto, kar je bilo med nama in tako naprej. In v tem smislu je bil ta dialog, da lahko rečemo, da Hesel, Štefan Hesel, moj dragi prijatelj, ki sem ga spoznal šele zdaj, ko je bil 96 let, in je skupaj s Edgarom Morenom napisala knjižico, kjer predlagata, torej tudi o globalizaciji, ima to hočem povedati ravno o tem dialogu. Ona pa dva predlagata Evropski parlament, etični Evropski parlament. Jaz sem rekel, v Evropi danes mi potrebujemo ne samo parlament, ampak potrebujemo, če že rabimo to besedo, svetovni parlament. To se pravi, kongres svetovni, če ste na misli parlament, ali kako hočete imenovati, nekaj podobnega, kar je končno zgodilo, da so vsi podpisali, koliko bodo zdaj ne vemo, ampak to podpisali, da bodo nekako skušali reševati zemljo, da bodo menjali tovarne, da bodo vse stroje naredili, da ne bodo kazili zrak in tako naprej. Nekaj podobnega bi treba zbrati, da bi se človeštvo zbralo, in to človeštvo bi morali biti mogočniki, vsi, ki so gospodari vojske, močne, iz katero potem vladajo in ki hočejo imeti več posestva, kako so ga imeli prej. In to posestvo nekako širi. To je nekako postalo že, ko je človek postal inteligenten, kako bo on zauzemal, kako se bo uveljavljal in nažalost zmeri na škodo drugega človeka. To se pravi, spremeniti to tendenco človeštva, da išče samo dominacijo kot glavni element, to se pravi posest, zemlje in ljudi in tako naprej, in zbrati skupaj tiste, ki so gospodari v tem smislu, denarnem, vojaškem in tako naprej, ampak tudi vse drugo, filozofe današnje, književnike današnje, pesnike današnje, predstavnike raznih cerkva današnje, in spravi to vse skupaj v dialog. Dobro, bo trajal 20 let. Meni boste rekli, sem rekel v tom parlamentu, da kaj ta stari
no tukaj ne misli na smrt, namesto da nam tukaj svetuje. Lahko mislite, pa dajte pomisliti, kaj lahko naredite danes. Zato, da se svet nekako zave samega sebe, človeški svet. Ne? To, da se bombardirali Sirte, ki jaz dobro poznam, ker sem bil v Libiji jedno leto in toliko, so kraji, ki jih ima rad, jaz ne. Dobro, so tam uničiti so Sirte. In so radili to, kar sem jaz tudi rekel. Za eno uničenje bosta nazala duha, 2 ali pa 3 jesenov. Kaj bo se imeli vi zasluge za to? Drugi centri, ki še obstajajo v Iraku, v Sirte, v Sirija, poleg Iraka, pa potem še za drugi centri, ki jih imajo vrno. To se bo širilo, to se ne bo eden rekel, danes nehamo. In vi tukaj danes morate kontrolirati vse Evropejce, zato ker ti napadi, ki so bili izvršeni do danes, so jih vršili samo ljudje, ki so že bivali tam, niso prišli od nekom, nekoti tukaj streljali. Zato moramo mi pod kontrolo danes, da se ne skriva med nami zveri. Eden, ki bodo jutri odkrili, se smo vedeli, da ta nekako ima rad te teroriste in tako naprej. To bo se rekel, tak predlog postavljate, boste rekli to, ko so postavili še v preteklosti neke ideje, ki se ni nobena uresničila v svetu. To ni nekaj postaviti zdaj, da se bo uresničil nekoč. To postaviti zdaj, zato ker danes nimamo drugačnega predloga, kakor to, da se nekako naredi in dialog. Bomo prišli počasi do dialoga tudi s temi veliko ljudmi, ki danes protestirajo za preteklost. To so protesti, to so maščevanja. To ni samo, bi rekel, neko hotenje, gotovo, da večina muslimanov ni za to. In tudi, kako je rekel papež in ima prav, to ni v imenu vere. V redu, ampak oni so vzeli vsi to oblast v roke, da bodo za vsa preteklost nekako zahtevali, da to Evropa plača. In poleg tega sem rekel, cela Afrika je bila v rokah evropskih kolonialistov, da so delali iz Afrike, kar so hoteli, dokaj so mogli narediti. Ja, ma se tudi, če ne šišče drugih, zato si da šiši par ljudi tukaj. Stvar je, ne, zato, ker drugih ne briga, se vidi hitro, da posluša, in kdo ne posluša. Se pravi, v tem smislu je to veliko, celo sem dal Evropi, sem rekel, čujte, vi ste mi dali tukaj, da to jaz pregovorim, pametno bi bilo, jaz bi to želel, težko bom dosegel, da bi vi prevzeli to idejo o tem dialogu kot vaš nasvet, da bi bilo. Kako bom rekel tudi danes vam, če me posluša, da bi Slovenija sama kot majhna država rekla, mi smo tako težavno prišli do tega, da smo skozi stoletja verjeli v svoj jezik in v svojo kulturo, da smo obstajali, danes imamo državo, pa ne vemo, kaj bo jutri. Če hočemo nekaj upi za jutri, dajmo narediti ten svetovni kongres in računati, kaj bo naredilo človeštvo iz samega sebe. Kaj bo človeštvo našlo, zato da bo nekako dokazalo, kaj so zmožni človeški možgani. Če so zmožni narediti ovco, ne da bi se dali samca, zraven se rekel, in če naredijo telefonček, s katerim lahko jutri ali danes telefonirate okoli celega sveta svojim telefončkom, bodo lahko zmožni ti možgani tudi, da bodo našli sistem, kako drugače ureja življenje na zemlji, to, kar še obstaja. Se pravi, to je, jaz sem rekel Slovenija in tista, ki je meni naredila tiskovno konferenco, ne tiskovni intervju, ki ga je zelo dobro zapisal in čestitam, ne vem, kako se imenuje, ampak sem rekel, ta dialog velja tudi za Slovenijo, to je normalno,
če bi Slovenija spoznala, da existira en dialog, ki je rešitev za slovensko državo, ne bi to danes odločila, bomo napredovali v imenu dialoga. Ker edino v imenu dialoga ne bodo vladali v Sloveniji stranke, ma bo vladala ena vlada, ki bo imela za sabo neko enotnost, ne? Za državo enotnost, ne? To se pravi, ne? Skoraj pakt za državo, ne? Da ne bomo se spričkali, ko gre za interes države. V razmerju do sosedov, to je kot drugo, ne kot prvo, kako je v himni. Kot drugo je sosed. To se pravi, ne, v tem smislu bi nekako prišli koncu do te zavesi, da se bo država rešila. Drugače bo šla fuč. Drugače, da ta država se ne bo držala. Če se bo vodilo tako, kako se vodi do danes, 20 let, koliko je obstaja država, ta ne bo obstajala. Najboljši primer se bo razkosala, ali pa bo šla tako, da bo nekako se spet uničilo, da ne eksistira, da bo samo formalno na nekem papirju. Medtem ko bi bila velika krivica do slovenske zgodovine, če bi se to uresničilo, da bi se skozi stoletja reševali in zdaj recimo, kako je ta ideja, da bodo predavali na univerzi v angleščini. Oprostite se, ma kaj je možno to postaviti tako vprašanje, pravim jaz sem. Ma kdo si je to izmislil, da bomo mi na mesti v slovenščini predavali na univerzi v angleščini. Niti Italija, niti Francija tega ne delata. A Šlapienza, tukaj profesor Tojčeva, tudi ona nekaj časa dol. To povabi od drugot ljudi, da so se naučili prave italijanščine od take univerze, ki je zelo poznana in tako naprej, ma ne da bodo klicali Francozi na Sorbonne, da bodo predavali v tistem jeziku. Lahko se zgodi, recimo, za en poseben jezik in tako naprej, ki ne bo poznal niti francoščine, da bo lahko rekel, da bo pa dajmo v angliščini in tem razlagati. Ma to kot nekaj ekstra, da tiste ljudi, ki pridejo takrat, ma ne da bo Francoz pustil svojo francoščino, da bo predaval v angliščini v Parizu. Mogoče bi to zahtevala levica, kako naša levica, ki zahteva najprej soseda, potem komiš Slovenča. V tem smislu je to samo Slovenija, edina v Evropi, ki je taka. Če poslušate, enkrat je poslušal, jaz sem nekaj poslušal vaš parlament, to ste pričkali cel popoldne, in jaz sem bil eden izmed razlogov tega pričkanja, da jaz pravim, najprej Prešeren reče, Bog živi našo nam deželo, potem pride sosedi, ja, ma ne narobe, narobe je samo svet, slovenski svet je narobe, to pa je res, če tako interpretira zgodovino, in to je rekel Kardelj, to nisem rekel jaz, Kardelj je že takrat rekel, glavno je sosed. In tudi je dodal, tudi če ne izpolnjuje to, kar je podpisal. Hvala lepa, potem smo popolnoma v rokah soseda, če ne izpolnjuje. Na srečo je prišlo do tega, da smo leta 2000 dobili tisti, bi rekel, tako imenovani zaščitni zakon. Vsaj nekaj čistega danes se izpolnjuje, zato ker nekaj imajo zakon, Italijani se koliko toliko, da imamo tega držijo, ampak če je samo obljuba, še to je bilo ravno zaradi Evrope, da je zdaj nekako se prišlo do tega, da danes Evropa zahteva, da vsaka država podpiše, kako bo ravnala se svojo manjšino. In nekaj bo obljubila, ne zahteva, da vse, mora nekaj obljubiti in tako naprej. In Francija je rekel, jaz se podpišem, samo jaz nimam nobene skupnosti bretonske, nobene skupnosti, je rekel, provansalske. To so ljudje, ki govorijo bretonsko, ma so Francozi, to ni manjšina v Franciji. Il n'y a pas de communauté en France, linguistique, non. Il n'y en a pas. To se pravi, nimamo mi skupnosti, ki ne bi bili Francozi. Vse je francosko. Hvala lepa, ma to spada skoraj fašizem, če ne rekel. Jaz ne smem tega reči, ko so mi dali nagrado od tega Napoleona.
In se jo obdržal, oprostite, se je obdržal, zato ker so jo dali za nekropolo, so jo dali za smrti. Oni so jo dali, zato ker ste mi že prej povedali, da se mi zahvaljujem, zato ker sem svojo literaturo v Evropi govoril o taborišču, rasističnem taborišču v Alzaciji, v Franciji. Prvo so mi zahvalili ministrstvo za obrambo in ministrstvo za bivše bojevnike in deportirance, tako naprej. Potem je prišel tudi do tega, da je neki minister rekel, pa je treba dati več, ne samo zahvalo. To se pravi, če bi jaz odklonil, kako sem tudi mislil, bi odklonil zaradi mrtvih organizacij, mrtvih, pri katerih sem jaz bil tolmač in sem se rešil zaradi slovenščine in francoščine in deloma tudi nemščine. To se pravi, nisem mogel, ampak sem pa, ko so me povabili, ko je Slovenija šla v Evropo, so mene povabili, zato ko so rekli, bo govoril gospod predsednik Širak, bo govoril o evropski kulturi in mi bi radi, minister za kulturo telefoniral, mi bi radi, da pridete vi zraven. To sem mi da še povedal, da bo to že slišal, ampak nima pomena. In ker sem rekel, jaz ne morem priti v imenu Slovenije, sem rekel, jaz sem italijanski državljan in živim. Ma to mi se idemo, da vi živite v Italiji. Mi pa si imamo za evropskega človeka in želimo, da pridete zraven. Jaz sem rekel, ja, čujte, ja pravim tudi okroglo mizo, lahko boste dobil, ne. Sem rekel, ja, ampak veste, da je za vaših manjšinah vseeno dobil, mislim jaz, ne. Vaših jezikovnih manjšinah, ne. Ja pravi, ko boste imel svojo besedo, bo se govoril, kaj bo se govoril, kaj bo se želel. To je bilo potem v akademiji, v francoski akademiji, glasbi, ko je imel igralski teže. In jaz sem tudi rekel, to je polovico dvorane, oziroma to je bila cela, bi rekel, napolnjena do zadnjega kotička. Sem rekel, jaz vam povedal, kako je ravnal z nami fašizem in ne bo delal primerjav, ampak sem rekel to, da Francija jezike, ki bi morali biti v Evropi, provansalcija, recimo, nekaj imam, celo Nobelovca sem rekel, ne. To sem rekel tudi ministru Langu, ko so lahko bi prikosili, sem rekel, si predstavljate, ne, da ima minister provansalski jezik v Nobelovo nagrado in vi ga ne priznavate kot jezik, da so to sami Francozi, ne, ki govori. In potem sem dobil aplauz, ko sem govoril, je bilo recimo polovico dvorane spodaj je ploskalo, druga mi ni ploskalo. In gor po tiste pa je ploskalo vse, zato ker tisti mladi ljudje oziroma razni predstavniki manjšin, tisti pa ploskajo, bi rekel, normalno, ne. Tudi če sem v severu, ne, tako naprej. In jaz to omenim. V tem smislu je ta zadeva nacionalnega vprašanja še zmeraj živa, zato ker je ta Hesel, kako sem ga prej citiral, in ta Morin, ta Morin je še živ in sem naročil na njegovo knjigo, ki piše o zadnjem vprašanju, to se pravi vprašanje posmrtnega življenja in tako naprej. Ona dva sta napisala to knjigo in tam še to bom povedal, potem, če boste hoteli dati vprašanje. V 8. strani italijanskega prevoda piše, globalizacijo mi dva pojmujeva tako, da je da globalizacija in globalizacija ne. Jaz nisem vajen tega nisem vajen tega. Govorim tako, ko govorim z rokami. Ja, če hočete, ponavadi imam na mizi, ne. Globalizacija da, zato ker govori o človeku kot enotnem za sebi svet, isti človek, ki mora misliti na soseda, in mora biti nekako njegov prijatelj, njegov tisti. Jaz sem to rekel, to je rekel že Jezus, takrat malo več kot prijatelj, ne. Ampak dobro, tukaj, dokaj je za neko solidarnost med ljudmi, v smislu svetovne solidarnost, v redu, nima nič kaj očitati. Ampak poleg tega splošnega, globalizacije pomeni splošno,
je enako vredno tisto, kar je partikularno. In to je beseda napisana partikularno. Ne? In pravi, to so dežele, to so nacije, ne? In to tudi ne vem, kako se omenja, poleg deželnike tudi omenjene. Pravi, to so specialne enote. In kot specialne enote je vsaka drugačna od druge, ne? Niso vse enake. Ne? Zato te enote zahtevajo podporo in obrambo. Eko, nacionalno vprašanje, kje smo. Ne? In to ni izmislil Boris Pahor leta 1916, ampak sem začel pisati v revijo Zaliv leta 1966. Ne? In sem pisal 20 let. In zdaj govorim drugih 20 let tukaj, ko Svobodna Slovenija. Mene isto. Ena vrtica se ni menjala od takrat in ena vrtica se ni izboljšala pri vas, oziroma pri Sloveniji nasprotno. To se pravi, da smo popolnoma na nuli, nekaj se tega partikularnega tiče. Ne. To, če bomo govorili še, da bomo delali veliko lekcijo slovenskih dijakov v angleščini, bomo pa -1 bomo, ne samo, -2. Ne. To se pravi, v tem smislu je ta veliko odločitev teh dveh starih, 96 let je jemu Hesel, ko je umrl, 96 jih pa tak je še živ, in ki te piše v zadnjem vprašanju. Včeraj mi je telefoniral prijatelj Liza iz Pariza, pa je se pišel, knjigo sem kupila, zdaj kam vam je pošljen? Na Radence v Trst, ne, zdaj sem v Trstu, moram biti, zaradi jutrišnjega političnega, ne moram biti v Trstu danes. Pa se pravi, jaz sem povedal v bistvu, kaj sem gotovo jaz povedati, če pa bo še kaj, prosim, na vprašanje ali na dialog z gospodom. To je zdaj tisto, kar je gospod Tomšič rekel specifičen pahorjevski dialog. No, vse ne bi imelo smisla posegati vmes, ker mislim, da ne bom nič narobe rekel, če bi rekel, da na nek način to tudi podoba knjige. Ne? Se pravi prehajanje iz teme na temo, odzivanje na sprotne dogodke, odzivanje na korespondenco, iskanje starih zapiskov, poravnavanje nekih reči, ki so ostale mogoče odprte. To je ta knjiga. Tako kot to, ko smo zdaj poslušali. Presenetljivo je to, da vseeno imamo pač brez tega, čemu bi se reklo danes politična nekorektnost do starejših, vseeno si ne predstavljam, če bomo 100 let, da bomo vsak dan dobil ne vem koliko pošte, da me bodo vabili na razne konce Evrope, in da se bom tudi dejavno ukvarjal recimo z nekimi vprašanji, recimo kot je bilo takrat pred 3 leti vprašanje Viska, kot je bilo vprašanje te Vile Triste v Trstu, skratka ohranjanje nekega spomina na neko obdobje zgrešeno, ki se mi zdi, sem tu mogoče boste kaj še rekel, gospod Pahor, če vse te anomalije, ki jih imamo danes, če ni to vseeno precej povezano tudi z izginjanjem tega spomina, ki ga vi hočete ohraniti. S tem, ko se mi zdi, ko se izgublja spomin na tisto, kar je bilo narobe. Ko prehajajo generacije, ki nimajo več pojma, kaj ti lahko naredi fašizem, totalizem in tako naprej, začnejo ljudje tudi drugače obnašati in drugače vladati. Lahko rečeva kaj na ta račun? Ja, tukaj, kar se tega tiče, jaz sem, če vzamemo spet v roke mojo zdravo Evropo, jaz sem naredil pravzaprav vprašanje delitev na dve pomembni stvari, ki jih hočem omeniti. In to drugo, tisto svetovno, ki sem že nakratko, predvsem na dolgo razložil, ampak prvi nastop, prvih 5 minut, sem govoril o rdečih trikotnikih. Rdečih trikotniki, to je knjiga, ki je zdaj tudi v slovenščini, prevodi Tatjane Rojc. Jaz sem jo napisal v italijanščini, zato ker ravnateljica edicione, veliko založba Bompiani, je meni ona osebno rekel, zakaj ne napišeš knjigo, kot mi govoriš o tem. Sem napisal na lašo italijanščini, njemu ni na čas,
Da sem omenil te ujetnike, ki smo bili zelo številni, ki smo imeli rdeči trikotnik na prsi tukaj, ker vsak človek, ki je bil v teh taboriščih, ki so vsa delovna, so bila vsa delovna taborišča, jih je okoli 1400 bilo, in še nekaj več, ker štejejo še dependansa v dependansa v dependansa. Dachau je imel recimo 80 dependans, Buchenwald 90 dependans, in vsaka od teh dependans je imela dependanso. Dora, tam so delali Pau-2, to se kaže Pau-1, tiste rakete, je bila dependansa od Buchenwalda. Ampak Dora sama je imela že 29 dependans. Jaz sem bil v eni dependans, Herzoge, ki sem jaz bil poličan. Vse to je bilo delovna taborišča. In vsi ti v delovnih taboriščih, nacističnih, so umirali najprej od lakote. To je nekaj, ki je treba skušati, da se ve, kaj pomeni lakota. To je eno. In drugo, kaj je treba skušati, in to je zelo težko, in to je treba želeti, da noben ne izkusi to, kaj pomeni pri tej lakoti delati. Biti, on mora delati, je zakon, če on ne dela, dobi po glavi, po ramenih, po nogah, po brcah, v trebu in tako naprej, kamorkoli, dokler ne vzame spet v roke tisto lopato ali tistega krampa, ali kar je že bilo. In kamorkoli kaj dela, če ima lepo delo, to je pa drugo, da vsaj ostane v baraki ali v bloku, ki je malo večji od barake, da tisto, kar dobi, tisti kos kruha, ki je velik kot za nodlan, tako, in ima 4 cm višine, in ki velja za 24 ur, in ravno tako tista broza, ki je težko najti krompir noti, recimo, ki je popoldne, to, ko se dobi kruh, popoldne se dobi to drugo, in ti je spet za 24 ur, ki je edina hrana, ki jo dobiš, nimaš druge hrane, ni, da potem pri delu in lahko ti zvoliš, in jasno povem, dokler ti lahko stojiš po konti še, ti za svojo boleznijo, moraš delati tudi, če imaš polne hlače sračke, polne hlače od driske, recimo od veliko, driska je treba reči po pravici, kar je driska, to je druga imena, tako naprej. Ampak delati, ali pa te vozijo na delo, jaz sem dvakrat bil z njimi, vožnja na delo, majhnim vlačkom, ali pa potem kipe, so tiste zračljivi, vagoni, ki so za material, tako naprej, da imaš mokre hlače od tistega svojega, bi rekel, odhoda vsega, kar imaš v telesu, in greš delati. To je nekaj, ki je težko opisati, kako se tisto telo tam čuti. In v 20 porniče to je trdo takoj, ko gre z taborišča, vrm se skupiti sa stvarno. To se pravi, potem, ko enkrat on pade na tla, ga nesejo na tisto štetje, tako da ga dva prineseta vsak na eni strani, in kada tam ne more stati in se sedi, se pravi, da je na tleh, ga nesejo v taborišče za enkrat, in če potem drugi dan ne more niti vstati, ostane tam in ga pustijo, da leži toliko časa, dokler teče z njega vse, kar je mokro. To so bila taborišča za rdeče trikotnike, kakor za vse druge kaznjence. Lahko je imel pederastijo, krivdo, da je imel drugi rozam, lahko je imel črno, a so ga vzeli iz zapora, ki je kradel ali kakšnega skušal ubiti, tako naprej, je imel črni trikotnik. Potem je bil tisti moni, oziroma priče Jehove, ne vem, kakšen trikotnik so imeli. To je bilo 16 trikotnikov, je bil vsak trikotnik je bil ena krivda, tako rekoč, za nacizem. Tudi če je imel možgane, da mu niso delali, da je bil škodljiv za človeštvo, to so uničevali že pred taboriščem Nemci. Celo na Štajerskem so nekatere stare tako dali, pa pokončali, ker je Hitler rekel, če dela in moramo skrbeti zanj, da ga pitamo in tako naprej. Ne gre na ulici svet, je bilo.
urejeno, da je to delalo takrat še, taborišče bo pa normalno, jasno. So pa zahoteli, da se prej dela. Dok padeš na tla, zato ker drugače bi bilo prehitro. Prvo se mora človek izmučiti, da je za smrt pripravljen, še po konci, ko stoji. In so nekateri dajali svoje prst v zadnico, zato da niso močili tlaka, da so hodili na poslu. Ker če ne, kaj je na mlacu, preden je prišel do tistega, do tam, ker je bilo treba sesti, pa stati in iti na potrebo. Se pravi, vsak način, ko sem jaz prišel z Alzacije, ker sem bil tolmač, in v Dahovu sem bil drugi Dahov, ne. Prvič iz Trsta v Dahov Alzacija, in ta Alzacija sem prišel še enkrat v Dahov, so me rešili moji dragi prijatelji od dejanja, od revije, ki sem dvakrat nekaj napisal za Kozlekovo dejanje, so toliko veliko organizirali, ker so imeli dobre zveze, ker so bili v spisih, kjer so prihajali in odhajali, da so me naredili za bolničarja v tistem bloku, kjer je težko biti najti nekoga, da je tam ostajal, za Drisko. In si predstavljate, kakšen blok je bil tisti. In jaz sem te Boga reveže skušal nekako vsaj potolazi, da sem rekel, čakati malo popravim tukaj, da nisi pol na sredi, ki imamo hloto in tako naprej. Tam me pa, kako me ni malo, je bil en Poljak, ki se je imel za Nemca, da kaj ti izgubljaš čas, je rekel meni, ne. Se je rekel, ja, oprosti, če sem bolničar, kadaj mu dam tisto črno, je bi rekel, ti črven prah, oglje z mleto, ali pa tisto drugo, belo, ne. Se lahko tudi malo pogovori, ne ni nobenega časa, da boste se pogovarjali tukaj, ne. In on je bil eden od tistih, kadaj je imel 15, 20, 30 takih driskusov, oziroma boranih na drisku, ki se niso mogli ozdraviti in tudi se ne bodo ozdravili, jih je odbral in so poslali vse tiste Bergen-Belsen, tako da oni jemo znano pravi s takimi driskusovi na koncu, celo zadevo, ne. S tem se je on reševal, ne. Bergen-Belsen je pa bil taborišče, ker je bilo v bistvu vse že na smrt obsojeno. Mi smo bili na poti do Bergen-Belsena, preden so nas Angleži osvobodili, in je bil tudi ta Hesse zraven, tam on se je, preden je prišel do konca, ne v taborišče, ker da niso sprejeli v taborišče, je bilo prepolno, ne. V taborišče so hodili po mrtvi, kar tako, kako da so tla tisto, ne. Se pravi, so nas pustili kasarne, ki so bili da vojaško, da motorizirano, in ni bilo nobene kuhinje, ni bilo nič. Angleži so prišli, so bili nesrečni, oni sami so bili nesrečni. Niso mogli skuhati nič. So delili tiste, bi rekel, prešičev, je bila ne prešič, kuhan v škatlah, so dali eno škatlo za 4 osebe. Te je pomrlo vse kup ljudi, ki so bili še živi, in so tisto govtali, tisto na mesto, da bi počasni mozgali, bi se kakšen mogoče rešil, ne. To se pravi, da to, bi rekel, taboriško življenje tega Hessa. Hessa je bil obsojen na smrt dvakrat, ne. Enkrat so ga rešili, tako da so dali njegovo številko, na mesti njegove številke so vzeli od enega, ki je šel v krematorij, ne, in on je dobil njegovo, tako da je on moral njim ves odstopati, ne. Nekako so ga morali podučiti, ne, koga ima doma, in tako naprej, da nekako prevzel vlogo tistega in so ga. Ko je drugič bil obsojen na smrt, ne, je pa prišel v Doroh, ne, je pa imel to srečo, da so takrat pripravili transport za Bergen-Belsen, ki je trajal 4 dni, brez hrane, brez vode, brez nič, ne, v odprtih vagonih drugih. Mi bolničari smo potem našli zaprt vagon, da smo nekako reševali nekatere ljudi, da smo skušali vsaj reševati, ne, brez vode, brez kanca vode, to je bilo nekaj obupnega, ne. Samo ko je prišel tisti vlak, je imel 40 voz, ne, ko je prišel na postajo Celje, postaja Celje, je bila veliko večina mrtvih. Tako da mi smo šli, pravzaprav 3 Francozi in jaz z njimi osebno, smo šli peš in s pomočjo raznih kamionov proti Parizu, najprej proti Holandski, potem so nas tam sprejeli
u vlak da je peljal skozi Belgijo do Lille, do Francije in Francije smo se nekako ločili. To se pravi, da jaz sem nekako to življenje preživel, enkrat zaradi slovenščine in jezikov, da sem postal tolmač, drugi zato, da sem bil pri teh veliko, ko so imeli veliko vse ta nesrečna bolezen, ki je bila zelo huda, jasno, da se ni dalo nič reševati. To se pravi, od teh naših ujetnikih se po nobenem dnevu, evropskem, a svetovnem dnevu spomina ne govori. Se ne govori, kot da ne obstajajo. In celo to, kar sem jaz govoril v parlamentu, kar sem potem govoril tudi spet še enkrat v Ljubelju, pod Ljubelju, kjer so se srečali taboriščniki iz Francije, kjer smo mi bili, to je bila Saint Marie, to je bilo odvisno od taborišča Strucov nad Svaljem. Tam smo bili taboriščniki, Slovenci, malo Italijano, ker smo prišli iz Trsta v Dachau, Alzace smo prišli v to taborišče. In tisti ljudje tam, z Alzace, so večinoma pa delali v Podljubelju za časa tunela, kakor mi smo tudi zaradi tunela delali v Franciji. So zdaj v Podljubelju naredili srečanje, za katera so mene povabili in so rekli, gospod Pahor, vi imate francoščino nekako kot en varči jezik, kot ste te ljudem nekaj spredili. Ja, je prišlo okoli 100 Francozov. Evo, in po Ljubelju sem jaz govoril o tem taboriščih deportirancih, taboriščih, ki so delali v taboriščih, ki jih imenujejo delovna taborišča. In tisti, ki so pisali o tem, da sem jaz bil tam, v Tržaški reviji, časnik, Primorski dnevnik, so pisali, da je Pahor govoril o delovski taborišči. Se je rekel, hvala lepa, to je kako da ne bi šel, ne? Sem govoril o delovski taborišči, jaz sem govoril tudi, zakaj govorim o delovski taborišči? Zakaj današnja Evropa se ne spominja tistih ljudi, ki so bili politični, antinazisti in ki so bili organizirani proti nacizmu, za katere bi Evropa morala danes imeti spoštovanje in tudi za jih zahvaliti, zakaj je propadal tudi po njihovi zaslugi nacizem in tako naprej. Zakaj je Evropa umrla? To pravi že Hesse, je takrat majhno knjižico izdal v Parizu, ki je rekel, uprite se, nam načetali, ne sprejeti take Evrope. Uprite se na miren način, ne s kakšnim divjanjem, s kakšnim požiganjem, na miren način se uprite take Evrope. So prodali 1,5 milijona tistih majhnih brošuric, ki je on tako napisal. Pa se pravi, jaz v tem smislu pravi, ljudje, ki bi morali imeti vsako leto neko besedico spoštovanja in tudi obiskovati taborišča, ki so zelo dobro organizirana za obiske taborišča. Jaz sem bil letos 3. že v Dori in tudi nastopil. Sem me povabil v Dachau, sem me povabil v Bergen-Belsen. Bergen-Belsen je bil z mano moj sin, je našel moje inventane v knjigah spominov. To se pravi, vsi tisti, ki smo prišli v Bergen-Belsen, ki nismo bili v taborišču, ampak smo bili zunaj, tam je bilo veliko bolj mrtvi kot živi, ki smo prišli. Vsi to so zdaj izdani v 2 debelih knjigah in moj sin je najdel mene tam noti in nekaj spal. Si rekel, vidiš, kako so ti Nemci pri vseh svojih hudobijah natančno, ko streljamo. In imam fotokopije, kjer sem se jaz iz enega kladišča moral v drugo, pa vse sem menil tako naprej. In nekaj je narisano celo na knjigi od tega. Tisto vam priporočam, če kupite eden in dajte posoditi tako drugemu, sem v sinu, kćeri in tako naprej, naj to prebere malo. To so ljudje, ki so umrli pravzaprav zastonj, če se ni da ne govori o njih, delovno taborišče na splošno. To sem pa še nekje nazval, tudi to delovno taborišče, Pahor govoril. A ni res, da sem jaz govoril o delovnih taboriščih, zaradi delovnih taborišč sem govoril, zaradi deportiranih rdečih trikotnikov, političnih, in nismo bili vsi komunisti noti,
In res, komunisti so bila manjšina. So prihajali ljudje, jaz sem bil z Rusi največ. Rusi, Poljaki, Čehi, Slovenci, Italijani, Francozi, Belgijci, Norvežani, Španci. Špance je poslal Peten, ker oni so pribežali v Španijo, kadar je zmagal Franco v Španiji. So pribežali iz Španije v Francijo. V Franciji so jim dali nekako, ne taborišče, ama neko tako skupnost, da je bilo skoraj. In tiste za časa Petena so končali vsi v Nemčiji. In že tako da je bila knjiga o Špancih v nemški taboriščini, ki so bili se razumeli, kako so bili Španci, pa so bili tudi Bretonci, so bili, ne Bretonci, Katalonci in pa Baski, in še una druga manjšina, ki ima tudi neko pravico, eno ime je podobno. Galežani, evo ja. To je nastopil kralj, da je bil tako inteligenten, oziroma stranke, oziroma tiste, ki smo svetovali, da je Španija vseeno reševala nekaj tega, kar Francija do danes ni. Italija je priznana 12 jezikovnih manjšin. Do tega smo prišli, ampak to je bilo Štavo Murata, recimo, tisti timonski pesnik, ki smo ga po nasvetu Borisa Pahorja in Pahorja, Samota Pahorja, je Ljubljana ga nekako mu dala, ne vem, če je vlada ali kdo to da, sem ne spomnim več, priznanje, da se je takrat bojeval tudi za našo manjšino, za časa bi rekel, fašistične dobe. Takrat kada je bila v Španiji najhujša diktatura Frankova. Smo bili dve organizaciji in ta pesnik Piemontski je bil nekako predstavnik manjšine, predstavnik tega naše skupnosti za obrambo manjšin za Italijo. In bil zelo kompetenten človek. In sreča, da sem se, jaz sem se spomnil, in potem rekel, ne, meni je nekdo rekel, in jaz sem potem rekel, samo Pahor, je bil seveda takoj za to, smo mi dali neko priznanje, ki so svoje. In to gotovo, bi rekel, kar se tega tiče, ta pomanjkljivost v Evropi, kar se tiče deportirancev, je velika sramota za Evropo. Torej, da oni govorijo zmeraj o Auschwitzu, da vsi ti ljudje, ki gredo svojo mladino in svoje študente peljejo v Auschwitz, je nima kar človek kaj pripomniti. Ta tragedija, da vsak vlak, ki je prišel Judov, da takoj so bili usmrčeni s plinom, da je šlo, to je veliko nekaj absolutno pomembnega, da se to uveljavi in da se to počasti in tako naprej. Pa da zaradi tega ne poznaš drugih taborišč, in ki so bila taborišča, kako se rekel prej, cela je bilo še 15 takih pomembnih, druga so bila dependance razne. In če se ne moti, je nekdo računal ne samo 1600, ampak da je bilo nekaj več kot 2000. In da je računal tudi une majhne dependance, ki niso imeli smrti, ki so morali voziti proč, potem še žigati, ker niso imeli krematoriju. Medaj sem odgovoril predvsem na dolgo, ampak ne morem drugače, jaz sem to vašo. Sem pa vmes videl eno roko, ko se je kot videl za neko vprašanje, če sem prav razumel. Prosim, lepo, če kdo hoče vprašati. Dobar dan. Jaz sem Blanka Javnišek iz Ministrstva za zunanje zadeve. Lansko leto je Organizacija Združenih narodov proglasila mednarodni dan spomina na žrtve genocida, ki je 9. december. Slovenija je to zelo podprla in tudi lani smo to obeleževali na pravni fakulteti. In imam vprašanje, če bi bil pripravljen letos sodelovati pri tem dogodku spomina na žrtve genocida 9. decembra. Ma jaz, če sem živ, tudi če me so vzičkom pripelje, pridem jaz, ne. Če je govor taborišče, jaz nisem še nikdar rekel, da ne nobenemu, ne.
ker se mi zdi pomembno mladim generacijam prenašati točno to, kar vi govorite, in tam bojo publika, predvsem mladi, in se mi zdi, da je to zelo pomembno, pa seveda mediji, ki bodo to prenesli celi Sloveniji. Oprostite, jaz sem mladi govoril v raznih Evropah do danes okoli 350 krat. In niso pri vseh teh mojih govorih niti enkrat samkrat, in sem govoril po uro in pol. Nekako je določeno zdaj za ure, ne morajo presegati 40 minut, tako naprej. Uro in pol govoril in ni eden ne pokašal, ne pokihal, ne se obrnil, ne poslušal. In sem jaz ugotovil, po mladini, ki sem jo jaz videl, samo veliko regija, veliko Firenze, ne samo ravno mesto, ampak tudi druga mesta, jih je bilo 10 tisoč. So mi dali 20 minut, se rekel, meni so dosti 5 minut. Toliko hvala, da mi daste 20 minut. Nobeden od teh mladincev ni niti enkrat pokazal nekaj trudnosti pri poslušanju. To se pravi, da mladina ni res, da je indiferentna. In še kako se ona, kadar sliši in kadar nekdo, ki je to doživel, nekdo, ki govori iz tega, kar je on potipal, ali videl, ali slišal, na svoje veliko organe. Tisto mladina, jaz sem dobil spise, posebno Francozi. Jaz sem dobil celo v Luksemburgu, sem bil, zadnje potovanje sem bil v Luksemburgu. In sem govoril francoskim dijakom, ki so imeli maturo. In moj prijatelj Jean-Louis, ki je bil ambasador Belgijci v Sloveniji, je rekel, jaz sem bil v Luksemburgu zdaj pred enim tednom in tam, ker vejo, da ti predavaš tudi v francoščini, da bi ti se naredil malo tako, bi rekel, malo bolj krepkega svojem telesu, da bi prišel v Luksemburg. Da bi govoril tem dijakom, francozom. Oni imajo tisti svoj jezik, luksemburški, ne vem, je bolj podoben nemščini, menda. Ampak imajo potem izpit čez srednjo šolo ali v nemščini ali v francoščini. In to se pravi, Francozi se pripravijo v francoščini, potem so hoteli predavanje o taboriščih, jasno, da sem jaz predal v francoščini. Oni so meni dali, kaj so študente napisali potem po predavanju. So nekateri spisi, tipkane strani, sem dobil po 30, tam so mi dali fotografijo in jaz nisem ti pogledal, kako je to so posneli in tako naprej. Ampak še v Franciji sem bil pa v Strasbourgu. V Strasbourgu sem bil v takem veliko razredu, tudi maturantov, so mi poslali pa tipkane strani, vendar jih 30 tipkanih strani. Se rekel, čute, pa to mi treba objaviti. Ne zaradi tega, ko so napisali v primeru po mojem zastopu. Kaj so oni napisali o tem, kaj so spoznali direktno in je bilo zanje to odkrito. To pa bi bilo pomembno objaviti. Vse mogoče bodo, jaz ne vem, potem jaz sem odpotoval tisti večer, potem amen je bilo, potem nimam več tako. Je pa mi pisala pa tista profesorča, sem tisto dobil. Se rekel, sem dobil, samo jaz za zahvalo, pa sem bolj počasen, ker meni pride kaj novega in eno zakrije drugo, ne pride do prave zahvale, se rekel. Rekel, ma tisto je imenito, bi se splačalo, da se objavi, se rekel, V tem smislu, hvala lepa za to pripombo. Hvala lepa. Hvala lepa vam. To je pomembno dan in to je prilika, da tudi v Sloveniji nastopi. To je točno, da jaz nisem enkrat odrekel. In najmanj sem bil v Sloveniji, se razume, Večina je bila v italijanski severno delu, centralna Slovenija in severni del Slovenije, Italije, severni del Italije. Dol sem bil do Neaplja, pa sem dobil vabilo za Palermo in tako naprej, ampak vsega tudi ne morem, je treba zmeriti. Nekateri tudi težko plačajo za avion in potovati z vlakom iz Trsta do Palerma, ni po Palermo, druga tisa, se ne spomnim, kaj je bilo.
Se rekel, mi je žal, veste, ampak jaz, če že bi bilo z letalom, bi prišel, ne. Ja, je bi morali svojega žepa, da za letalo, ne, to pa vsem ti tudi ne more zahtevati. A lahko tukaj? Ne vem, prosim. Vprašanje še? Ja, vprašanje, ja. Prosim, lepo. Ali lahko danes tudi govorimo o fašizmu? Kako danes prepoznavate fašizem, če ga prepoznavate? O fašizmu danes? Ja, to je Umberto Eco, ki žal je umrl, ravno ko so ustanovili novo založbo, je rekel, je 10 načinov nacizma, fašizma. 10, ci sono 10 possibilità di essere fascisti. In to jaz sem njega kritiziral, zato ker od vseh tistih 10, on v bistvu je zmanjševal pomen fašizma. Češ, da to ni bilo nekaj resnega, kakor nacizem in drugi, da to nekateri kraji so bili nekako nekateri slikari, ki so slikali proti temu, kar je zahtevala partija, recimo, to je že bolj partija, bi rekel, komunizem zdaj nekaj, drugi so pa bili, recimo, strogo se držali, nekaj fašistice in tako naprej, da to ni bilo nekaj resnega. Se je, ko streljama, ne tisti, ki je bil v Venici Žuli, julijski kraj, tisti ni bil neki samo tako, ne. Fuci, je rekel, Francozi je dal brošuro, on, v Francozi, ki je rekel, fašizem je bil fuci. To so mi razlagali, da v angliščini pomeni nekaj nevrednega, nekaj priložnostnega, ne vem kaj, da je že, ne. Se rekel, in to, da je več načinov, je res, ne, je res. To se pravi, vsak po svoje nekaj interpretira, ne, neko svojo zgodovino, sebi vprit svoji, in zdaj vprašanje je, ne, kako on gre preko tega, kar se imenuje zdravo nacionalno zavest, ne. Danes pravijo, da sploh imenovati nacionalno je pregrešno. Zato, ko že samo da rečeš nacionalno, je pregrešno danes proti globalizaciji, ne. Kar ni res, da je proti. Ni res. Jaz sem dokazal, da sem citiral knjigo od obeh filozofov, da danes biti nacionalen je lahko pošteno. Evo, tukaj je, kada ti greš čez tisto, kar je pošteno, ohvali svojega jezika, svoje nacije, svojih uspehov in tako naprej. Ko greš preko tega poštenega pričevanja, poštene ljubezni in tako naprej, tisto je že začetek fašizma. Je že začetek da se obveljavi nekaj, ne, kar pretirava v načinu objavljata, v načinu hvaljena, v načinu, ne. In to je normalno, ne, da če mi reče Deutscher Liberales, Nemci so imeli to zelo na kratko povedano, ne, ni bilo treba notne diskusije. Zdaj pa, nad vse drugo moraš verjeti v moč nemškega naroda, ne, vojaško in moralno moč, ne. To sta že Marx in prijatelj svoj pisala, z nacionalno veliko vojaško pomočjo in z našim pomenom mi smo nekako že odpravili te narode, in tako smo bili tudi Slovenci in tako naprej, ne. Vse to je bilo obsojeno, da gre iz zgodovine ven, ne. Že nekako, bi rekel, pri Marxu same je že to, ne. To se pravi, v tem smislu je bil nekakšen prvi fašizem pred komunizmom, ne. Komunizem je pa bil, čelo bi rekel, Lenin. Moramo razviti vsako nacionalnost in potem poenotiti, ne. Da se pravi, vsak se bo izjavljal za svojo nacionalnost svobodno, tudi nekako bo moral neke pravice imeti, potem, ko bomo to nekako dosegli, potem bomo pa nekako vse to združili, ne, v eno samo skupno. To je tudi Karel je tudi to, ne. In bodo ostali samo jeziki, ne.
in bo zmagoval, jasno, tisti največji jezik, ki bo bil največ številno prebivalcev Grudone. Zato je težko danes reči, če si tako, si že fašist. Če tako ravnaš, si že fašist. Je od vsakega primera, recimo tukaj smo imeli primer Madžarske. Madžarska je imela tendence nekega svojega centralizma, ki ni bil sprejemljiv. Preden so začeli begunci bežati in potem začela delati meje in tako naprej, da ne bodo prešiti se mej. Da je Evropa nekaj nastopila in se vidi, da vseeno Madžarska je videla, da je malo prehitro začela s temi svojimi idejami in se je menda nekaj veliko omejila na svoje zahteve. Ne vem jaz drugače zdaj povedati, kot to, da je treba od vsakega primera, od tistih 10, ki jih citira Umberto Eco, v bistvu je zmeri eno uveljavljanje, ki je zgrešeno. Že to, da imamo namesto demokracije prave vladi, da ima parlament v rokah voditelj neke stranke, da ima takšen vpliv, da lahko on vpliva na parlament na en ali na drug način, je že fašizem. Če je poskus omejitve vloge večjezičnosti v parlamentu, je fašizem. Se pravi, zato je tudi smešno na vsak način, lahko rečemo, da vsak pogrešek lahko reče, ni nujno, da ga imenujemo fašizem, to pa ni nujno. Lahko rečem, kako jaz v Franciji, ne moram reči, ko sem rekel prej, bi se rekel, da je skoraj fašizem in da ne smem. Ne smem, zato ker oni ne reče, da oni prepovedujejo jezik. Oni ga ne rešujejo. Bretonščina, bretonski ljudje v Britaniji pišejo in tudi izdajajo. Samo izdajajo tako med tistimi, ki so nekako ljubitelji bretonščine, ljubitelji, ne vem, tistega, ma ni jezik priznan. So rekli, da bodo Španci, da bodo nekako predlagali, da bi prišli, recimo katalonščina, da bi prišla v Evropski parlament. Bi vprašali, da bo prišla katalonščina v parlament, če ne bo imela nobene druge zaslombe, tako naprej. Lahko bo tudi to nekaj veljalo, ne rečem ne, ampak samo zato, da zadostiš Katalonce, da je njihov jezik v parlamentu evropski in da nima druge veljave kot to, je malo premalo. Ampak na vsak način je problem to. Potem bo rekel, ja, je problem, kako bomo mi plačevali vse te ljudine. Že tako v Evropskem parlamentu imamo ogromne stroške, da vsi tisti, ki so notri, morajo imeti vse tekste in da imajo pravico povsod nekako nastopati tako naprej. Da če damo še katalonščino, provansalščino in baske in tako naprej, to je ogromne sote. Jaz vem, da je to res ogromno sota, ampak tega če veš, da en jezik obstaja in da en jezik ima tudi svojo literaturo in da tisti jezik nekako po krivici ni poznan, ne moraš tudi pustiti, da boš o tem govoril, da bom to zamolčal in tako naprej. To je pa druga zadeva. To je pa Francija mora drugače ravnati, ampak nekaj je poskusil, Jospin je bil tako socialist. On je hotel nekako priznati te jezike, tako da bi naredili drugi člen francoske ustave, pravi, jezik Francije je francoski jezik. In zdaj bi treba ta člen spremeniti in dati, da poleg francoščine, ki je prvi, bi rekel, da zdaj bil edini francoski jezik, so tudi drugi jeziki v Franciji, ki imajo, bi rekel, tudi
pravico, da so jeziki Francije. Tako nekako. Kdo se je upal, da prvite? Cela socialistična stranka, ki so za enotnost. Kako pri komunistih je bilo isto v Italiji. Prvi, ki so bili proti manjšinam in jezikom, so bili komunisti. Mi smo dobili enega, ki je bil Fulan, je prišel k nam in je rekel, jaz javno izjavljam, da je meni je sram, da se nisem bril za svojo fulanščino in tako naprej. Zdaj pravi, je partija to spremenila. Hvala lepa, ne? Mi smo imeli Južne Tirolce, smo imeli druge, italijanske, manjšinske tiste predstavnike in imamo v Italiji, so Grki, so veliko Albanci, ki so zelo dobro organizirani Albanci. Imajo tudi neki del svoje kulture, so povezani tudi z Mati, so Albanci. Imamo gor recimo Ladince, ne? To se pravi, v tem smislu zdaj je to nekako, pravijo, da morajo dobiti denar, da bodo lahko plačevali učitelje, če bo starši se bodo odločili starši, da imajo sina pa hčerko, ki bi rada se bo učil v materinem jeziku, da bodo tistega učitelja plačevali, da bo dajo tiste lekcije, kako pač bo potem zakon določil za naprej. Jospin je pogovoril, ker so to prvo socialisti rekli, da ne, francoski jezik je francoski jezik, tako je bilo sklenjeno, tako je bila revolucija francoska in to se ne menja. In izgleda, da je nekaj takega poskusil bil ta sedanji predsednik Francije. Da je imel namen to poskusiti, pa so mu že predhodno rekli, da je izguba časa. In da verjetno, to ne vem zagotovo, da so odločili, da bodo jezikovno dali take šole, kako imamo Slovenije za Mađare, kako imamo Slovenče na Koroškem, da bodo oba jezika, bo francoščina, poleg francoščine pa tisti drugi jezik. To da meni, da je že, to jaz ne garantiram, ker nimam časa, da se sem bavim, ampak če je že, je to vsaj neki poskus, ki kaže, da neke dobre volje je. Da mi reče Francija, il n'y a pas de communauté bretone en France, to ni dopustljivo za Francijo, da reče, da bretonske skupnosti Francije ni. Že to je pregrešno, že to je obstojene vredno. Jaz mislim, da sem odgovor, samo je tudi težko odgovor na to. Vsakih 10 fašistov ali fašističnih režimov nekako naštevati. Bi moral vzeti tisti spisek od gospoda Eka za sabo in prebrati, kaj je rekel on, o tomu tudi nekaj on tudi citira. Tudi on ne more prav konkretno reči ta in ta in ta, ampak približno se reče. Je pa precej tega, je res. Marjan Zlobec? Glede na to, da zdaj govorimo o jezikih, državah, manjšinah in tako naprej, bi vas vprašal nekaj, kar nisem opazil, da bi že kdaj rekel do zdaj. Kakšen je vaš pogled na vizijo Združenih držav Evrope, vključno z Rusijo, vključno z vsemi 54 državami, ki v bistvu obsegajo evropski kontinent? Ste kdaj bi razmišljali? Združena Evropa je vsekakor, že sama ideja v nastanku je hvalevredna, zato ker v bistvu se je bolj uveljavila ideja trgovine na mesti orožja, to se pravi, tisto, kar se bojujemo toliko let, posebno Francija in Nemčija, tako naprej, lahko uredimo drugače, kot da tukaj imamo milijone smrti. Ta ideja, da se nekaj naredi v ekonomiji, da se tisto skuša reševati, je po moje gotovo pozitivno. Da potem gotovo je tudi vprašanje zdaj tega ekonomskega sodelovanja in tako naprej.
tudi kako se bo razvijalo to bi morali ekonomijo o tem nekako se dogovoriti in nekako najti neki način. Ampak po mojem je to nekako, ko je bilo rojstvo, je bilo toga premalo, ne? Za vsakega človeka, ki ima rad, da se Evropa nekako združi, ne? Je prav tisto, kar sem jaz citiral od Hesa, ne? Da to so partikularne vrednote nacije oziroma ne. Oni rečejo tudi zmeri države, ampak poleg države tukaj reče prav nacion, ne, to se pravi, da tudi nacije svojo veljavo in da je treba jih braniti in je treba tudi nekako morajo priti do svoje kulture, do svojega razvoja, do maksimuma, ne. Torej, v tem smislu je to pozitivno. Da se pravi, to, kar je rekel Širah, takrat, kada je bila Slovenija šla v Evropo, jaz nisem vsega povedal, on je govoril predvsem na dolgo o evropski kulturi in ni rekel proti nikomu, ampak je bilo v bistvu mišljeno proti Ameriki, ne? In to ne samo, bi rekel, kar se tiče jezikov in dovoljenja, bi rekel, razvoja jezikovnega, ampak tudi nasplošno, tudi za glasbene, bi rekel, za plošče, za vse to, kar je denar, ki se daje za ameriško, recimo, bi rekel, za ameriške interese. Zdaj se pogaja Amerika in Evropa se pogajata ne vem koliko časa, zato da boste naredili ekonomske sporazume. In Amerikanci toliko zahtevajo, zato se nikamo ne premakne, ne. Hoče še prednost, to prednost, ni tako lahko ekonomsko se, ne. Gdje se je Anglija ločila, spet ne. Tukaj je spet ekonomija, ne, in kako se bo to razvijalo zdaj, ne. To je slabo za ene in za druge, se ni rečemo, da bodo Angleži zdaj srečni, ko so se ločili, ne. Da bo se vse uredilo, kako oni želijo, ne. Če niso združeni v Evropi, ne. V tem smislu je pravilno, da je to Evropa, kot so imeli predvidevali nekateri pametni filozofi, ne, enotnost v množičnosti, enotnost v pluralizmu, ne. Ma tisto enotnost nekako ne bo nekaj pozitivnega v smislu, da je, jaz bi rekel danes, kako sem spoznal po svoje razmišljanje v dialogu, ne. Edino v dialogu se to reši, ne. In še tam ni rečeno, da potem prideš do nekega sklepa. Ampak poskusiti treba, ne. Poskusiti treba, ne. Ker drugače, kaj bi človek svetoval evropskemu človeku zdaj, da bi napravil neko svojo vojsko, je škoda, mislim, da toga ni da ne pride do take potence, da bo lahko bil zraven ameriške, Združenih držav, zraven Kitajske, recimo zraven Putina in tako naprej, s svojo vojsko evropsko, ne. Je težko misliti na to, ne. Vsaj jaz nisem nikdar pomislil, da bi bilo to mogoče, tudi svetoval ne bi, ne, zato ker bi že sama vojska za svoje obstoje ne pomenila nič v bistvu, ne. Bi lahko samo rekla, da je ima in tako kako Slovenija, ko se je odločila za NATO, ne, je zgrešeno, celi črti za tako državico, kot je Slovenija, ki bi lahko bila en center medicine srednje Evropo, en center kulture, veliko glasbene kulture, ali pa stikarske kulture, ali pa raziskav na medicinskih strokih centrih. Ena zelo veliko Švica, ne, tukaj v srednji Evropi, ne, bi jo vsi cenili in nikomu ne bi nič škodila, da pa nabavlja tanke, ne, Bog se usmilja, ne. Taki pameti še bo, ne, ampak tako je, ne, tako je za zgodovino, tako so rekli, moramo v Evropo, zato da ne bodo, takrat je rekel predsednik, je rekel, moramo nujno hitro v Evropo in hitro vse, zato da nas ne bodo spet pridružili jugoslovanskim. Kadar hočejo, oni se odločijo, da pripopajo jugo, ne. Tako veliki so in toliko moč imajo in toliko je njihova propaganda, naredijo čez noč, ne. Prostite, ne. Pa je,
Jaz ne vem, jaz nisem bil nikdar noben politik, ne, in tudi nisem dal kaj politike razumem. Jaz sem imel sodo po eni človeško-pisateljski liniji, ne, kaj je za človeka primerno, kaj ni. Ne. Mislim, do zdaj, vsaj do zdaj, nisem nikjer pogrešil. Čeprav me imajo za nacionalista, ne, ampak sami vejo, da nisem nacionalist. Ne. Me imajo zato, ker zagovarja slovensko, bi rekel, ne, zavest nacionalno, o kateri pravi Russell, ki ni bil prav gotovo nacionalist, filozof, in ima njegovo knjigo Evropske filozofije na nočni omarici, skupaj z recimo tega, ki ima rad, ki tudi Kosovel, potem sem se ljubil, ne, v Renana, ne, o Jezusu. To je najlepša knjiga o Jezusu, ki ga nima za Božjega sina, ne, ki ga ne more, ki je težko tudi razumeti to, da imeti za Božjega sina. Sploh, da Bog ima enega sina, če to. Ja, ne, to je vera, ne, oprostite, ne. Jaz sem tudi krščan in tudi sem bil v semenišču in tako naprej, ne. Določenega trenutka pride, da reče, ja, vera. Rebula pravi, kako bo taka naša pamet soda od tiste pameti, ki je se rekel, ja, ne. Od tiste pameti, če ti verjameš v Boga, Spinoza pravi, da je to vse narava ali Bog, da to je eno, ne. In v resnici bo ravno tako bo, ne, ker narava ni odgovorna, ker je taka sila, ne, ki je sila, iz katere potem se vse druge sile rojevajo in se razvijajo na različne načine. Ma prav gotovo, jaz sem mislil danes, ne danes, pa recimo v tem primeru, v tem potresu, kaj je mogoče, da vsemogočni Bog, ki vse ve in vse zmore, pusti, da se stvari tak svet, da te bo enkrat stresel in vsa njegova prebivališča bodo vsa v nič in ti si ljudje vse umrli, da bodo vsi umrli. A je dobrota to, da si mu dal svobodo? Ma nima nobene svobode človek pod zemljo. In za svoboda pod zemljo se je naredila iz svojega razvoja, ne. Na to, kar je naredil na zemlji, to je odgovoril on, tako, ne. Ampak potresi in vse, kar se dogaja izven človeške volje, ne. To je odvisno od tistega elementa, ki je nekako zmeraj eksistiral, ne, in ki zmeraj bo verjetno tudi še eksistiral, da se ne bo, lahko se bo tudi nekje izpel samo od sebe, ne vem, imam pojma. Ne vem, če bo človek kaj spoznal tega, od vsega misterija, ker to je misterij, ne, to je skrivnost. In čeprav, če danes znanstveniki pravijo, da to je nobena skrivnost. To zakaj Einstein je rekel to, kar pravi tudi jaz, in tudi prav, ko nisem vedel, da sem jaz podoben Einsteinu. Jaz sem globoko religiozen. Zato, ker se klanjam vsaki dan pred misterijem eksistence. Nisem pa viren, je rekel on. Nisem pa viren. Najbližje viri so mohamedanci, ne mohamedanci, budisti, je rekel, ne. Najbližje so oni znanosti, kar se tiče znanosti in religije, bi jaz lahko rekel, da sem tudi jaz nekako budist, ne. In imamo znanstvenika francoskega, ki je postal budist in skupaj z budistom pisal eno knjigo, ki se imenuje, jaz imam francoski zdaj original doma, ne, Neskončnost nad dlani ene roke. L'infini c'est la pomme de la main. To se pravi, ne, to, kar pravi Spinoza, ne. Eksistenca Božja je povsod, to pravijo tudi katoličani pravijo to, da je povsod, ne. Ampak zdaj, na eni strani potem, to je pa spet drugo razlaga, zakaj če je povsod, zakaj je tudi tam, kamor je nesreča in tako naprej za človeka, tudi dobrota, ne. Dobrota pusti stan, to je celo rekel filozof judovski, kako po vsem, kar se je zgodilo Judom, zgoditi, ne, reči Bog je dober. Lahko reče, da je res, da je vse mogoče, lahko je res, da vse ve, a pa da vse naredi, pa da je dober do tega, kar človek dobi
bi rekel, ne po svoji volji, po svoji tisti, makar dobi že. In jaz sem rekel, evo, imamo proces, sem imel 300 mrtvih, me je več, 300 mrtvih, ki niso, ja, lahko reče, da so rešili, ne. To bi lahko še rekel. Najdi tine, za katero rešitev so oni plačali zdaj. Katoličan je zmožen nekaj taka reči. Je zmožen nekaj taka reči. Da je plačal, ne. Jaz ne bi nekaj takega rekel, ne. Če govorim o vsemogočnem bitju, ne, da mora plačati. Tudi to, da je prvi človek rešil, Adam in Eva so se rešila, ne. To pravi Spinoza, je to. To so si Judoje izmišli, ne, za razlagati sami sebe in svojo nacijo in so tudi oni nekako izbrani bili za najbolj bliže Bogu svoje, ne, s svojim svetim pismom in tako naprej. Dobro, zdaj smo šli na teren, ki ni naš, ne, ni teren za diskusijo danes, ampak pride tudi do tega. In tukaj ravno bi ti nacionalnosti. Jaz sem rekel prej, Bertrand Russell je rekel, da je treba razlikovati med ljubeznijo do svoje zemlje, do svojega jezika, do svoje zgodovine in nacionalizmom. In to je normalno, ne. Vsak človek, ki koliko toliko modro misli, ne, bo rekel, ja, se to je zmeri bilo tako, ne. Sedaj smo imeli tisto nesrečo od internacionalizma, tudi komunističnega, ki zdaj ga nosi ta globalizem, je zdaj superior, je močnejši. In tudi mladina danes verjame v to, da danes je nacionalno zadevo je treba pojmovati drugače, kakor prej, kakor Pahor in kakor celo gospod pesnik Simon Gregorčič je bil za pesnika naših levicev, naše levice, da se pravi, Gregorčič je bil ne nacionalist, ampak etnocentrist. Etnocentrist, ki pomeni, da je bila etnija, nacionalnost, baza njegovega veliko obstoja, oziroma njegovega mišljenja, njegovega gledanja. To je nacionalno zavest, tisto preprosto. Gregorčič je že to rekel slabega, ki naj bi smel reči, takrat da bo vojska, da bo prišel sovražnik in da bo kalil Sočo. Da bo nekako packal, da bo umazal, kar ni res, ne, ker kaliti ne pomeni zmeri umazati nekako. Kaliti pomeni tudi še marsikaj drugega, ne, je res. To se pravi, če jaz dam nekaj vode vinu, ali pa nekaj vina vodi, ni rečeno, da jo kalim, v smislu mazanja. Zato, ker če mi škodi, če vzamem pravo vino, ne, in ne mara samo vode, ne. Vino je že tle, če jaz prav vidim. Prosim? Vino je že tle, se že približuje. Lahko zaključimo, če hoče. Ja, treba, ja. Jaz se vam zahvaljujem, da ste me poslušali in da nekako se oproščam, če sem marsikaj ponovil, ampak dokaj sem živ, bom to skušal ponoviti, dokaj bom mogel. Drugo lepo naprej.